Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zelo sem vesela, da se tudi danes družimo, predvsem zato, ker bomo govorili o temi, ki res zadeva čisto vse nas. Govorili bomo o premagovanju stresa in tudi o pomembnosti spanja. Zdaj, vsi vemo, da živimo v svetu, ki teče zelo hitro. Naš tempo je iz dneva v dan hitrejši in seveda posledično se vedno več ljudi srečuje s stresom. Danes bomo spoznali, da obstajata kar dve vrsti stresa, predvsem pa bomo spoznali tudi pomembno vlogo spanja. Če dodam temu še dejstvo, da smo v jesenskih mesecih, ki seveda nekako že tradicionalno seboj prinesejo tudi več virusov, prehladov, pa vemo, da je krepitev imunskega sistema absolutno nujna. Kako to naredimo? S preprostimi koraki, pravilnimi tehnikami in predvsem z dobrim izborom prehranskih dopolnil. Danes jih bomo predstavili kar nekaj, predvsem pa bomo predstavili torej tudi te korake, ki jih lahko sami izvajate doma in si s tem na primeren način zagotovite dobro podporo tako za vašo psiho kot tudi fizično delovanje. Ko govorim o nekomu, ki veliko ve o teh stvareh, ki pravzaprav že zadnjih nekaj let posveča tej tematiki, govorim o Gregorju Kiršu, ki ga tudi v tem trenutku zelo lepo pozdravljam v našem studiu. Grega, živjo. Ajda, in živijo vsi gledalci in gledalke. No, jaz sem prepričana, da je danes prav slednjih veliko med nami in da se bomo imele čudovito, zato ker si za nas pripravil tudi, bom rekla, številne praktične nasvete. To mi je zelo všeč, da gremo dejansko od teorije k praksi in da nekako mogoče danes tudi ljudi malo opogumva, da nekako zdrav način življenja ni nekaj velikega, da lahko že z drobnimi koraki pridemo do velikih sprememb. Seveda, zdajle je tako, kot si povedala, jesen je tukaj, zima se bliža in treba bo še bolj poskrbeti za imunski sistem in kontrolo stresa konec koncev, ampak za imunski sistem je treba in za stres in za vse ostale zadeve je treba skrbeti skozi celo leto. Dej mi recimo ti povej, ti na kak poseben način skrbiš za svoj imunski sistem, imaš kakšne posebne prakse? Ja, absolutno. Zdaj, najprej je treba skupek teh praks, plus mogoče kakšni dodatki, ampak da že zdaj na začetku povem, da mi moramo najprej zagotoviti eno dobro okolje, da te dodatki in vse te stvari delujejo. In to je najbolj, da ste fizično aktivni. Jaz ne govorim zdaj, da ste profesionalni neki športnik, ker to je spet pretiravanje. Fizično aktivni, če imate možnost po stopnicah, pejte po stopnicah, vse je matematika, vse šteje, da skrbite za svoje telo, da skrbite za prehrano, kaj vnašate noter v vaše telo, kaj to je gorivo, to nam da moč, da poskrbite za spanec. To zanemarjamo. Zelo je. Mislimo, da tukaj lahko pridobimo kakšno uro dneva. Ne. Tukaj moramo kvečem kakšno uro od dneva vzeti, ker je to pomembna stvar. Pa imamo notranji mir, pa imamo povezano z naravo, pa seveda globoki in dobri medsebojni odnosi. No, super, to zdaj si tako lepo povedal. Človeku kar takoj postane malo lažje pri srcu, predvsem pa jaz mislim, da je prav, da se zavedamo, da se sprememba začne pri nas. In da vse te stvari, o katerih bomo danes govorili, seveda zelo dobro podpirajo zdrav način življenja oziroma zdrav življenjski slog, ampak nikoli pa ni čarobne palčke v življenju. Treba si je stvari predelati sam in nekako smo seveda vsi nagnjeni k tem hitrim rešitvam, vse bi takoj zdaj, ampak ponavadi je pot do cilja dolga pot, ki pa si jo lahko naredimo zabavno. Seveda, v bistvu sploh, če se na to naveževa, vsi bi radi z eno tabletom ali pa z eno stvarjo rešili eno stvar. Treba je spremeniti življenjski stil, ampak ni ga treba čez noč spremeniti. Z majhnimi koraki lahko zelo daleč pridemo in to so neboleči koraki. Samo disciplina je tukaj. Disciplina je pač, da takrat, ko mogoče nisi motiviran, nekaj narediš, nekaj dobrega narediš za svojo prihodnost. In pa se vse da. In ko temu stilu, življenjskemu stilu dodamo še pravilno izbrana prehranska dopolnila, potem lahko res dosežemo vrhunske rezultate. No in o tem bova danes tudi govorila. Naj pa še povem, zelo sem vesela, 50-kratne točke na danes predstavljene izdelke. To so za res lepe ugodnosti. Seveda vam pripadajo o predhodni aktivaciji kuponov,
ki vas že čakajo v aplikaciji Moj DM pod razdelkom kuponi, tako da kar klik, gremo tole poaktivirati in pa potem seveda dobrodošli tudi v naši debati. Medtem, ko bova midva z Gregorjem klepetala, boste vi izdelke videli v vašem zgornjem levem kotu, torej kliknite na nje, to pomeni, da izdelek avtomatsko pospravite v nakupovalno košarico, pa še to, če mogoče kdo od vas raje nakupuje fizično v fizičnih trgovinah DM, tudi tam se vam lahko upoštevajo vse te ugodnosti, seveda o predhodni aktivaciji kupona, ki vam potem zgenerira tudi QR kodo, ki jo pokažete prijaznim drogeristkam v DM-u in seveda se vam bodo te ugodnosti upoštevale, od danes pa do nedelje veljajo. Mogoče še to, prej sva govorila tudi o stresu. Jaz vem, da si ti nekaj časa deloval tudi v vojski, tako da brez zamere, ampak verjetno si bil pod hudimi dnevnimi pritiski, bi tako sklepala na prvo žogo. Daj mi ti povej, kako si recimo imel takrat pod nadzorom ta svoj stres? Ja, najprej se dotaknemo stresa, a je stres sploh dober, ali ni? Občasno za kakšno stvar tudi je, predvidevam. Ja, imamo recimo ta akutni stres, to se pravi tisti stres, ki je rečemo, ni dolgotrajen, je trenuten, tisti je ponavadi dober. Recimo že stres je, to so dejavniki, ki vplivajo nekaj na telo, ker da telo vržejo majčken, bom po domač povedal, majhen iz tega ravnovesja. Ker ni za telo to normalno stanje. Oziroma se telo počuti majčken v nevarnosti. In pa se določeni procesi v telesu sprožijo not. Tako, kot če greš ti na trening, takrat je telo pod neko obremenitvijo in takrat se tudi poškodbe naredijo na telesu in potem damo telesu rehabilitacijo in takrat zrastemo močnejše telo. Tako kot če greš ti nastopati, mogoče, imaš malo treme, večkrat, ko greš nastopati, boljše. Ta stres rečemo, da je ok, da je dober stres in zelo pomemben del našega življenja. Pa imamo pa še kroničen stres. Tega stresa je pa zelo velik zdajle pri nas. In mi enkrat zapademo v ta krog noter, se sploh več ne zavedamo, ampak samo probamo z določenimi stvarmi, kakor je kava, kakor so razne poživila, si dvigovati energijo, ampak še bolj zapadamo noter v tisto nezdrav življenjski slog. To je pa kroničen stres, pa ne damo telesu, da si opomore, ampak vsak dan je. Imaš v službi stres, prideš domov, telefoni, skozi trigiran strani nekih stresorjev. In tukaj pa je problem. Torej, najprej je dobro, da pravzaprav sploh prepoznamo, kakšen stres nas je zadev, ker so torej tudi določene situacije, kjer nam nek pozitiven stres lahko celo pomaga. Tako. Sej, recimo, če pogledamo to, kaj se sploh v telesu dogaja, da ljudje vidijo, recimo, kako je. In najbolj je to, marsikdo misli, da se mora nekaj resnično zgoditi, da vpliva na naše telo in naše hormone. Ampak dajva pogledati, se midva sprehodiva skozi gozd. Ti vidiš eno korenino, misliš, da je kača. In ti si v glavi ustvarila, da je kača. Kaj se s tvojim telesom zgodi? Kortizol gre gor, adrenalin se sprosti, potlej več sladkorja dobiš noter, dobiš tunelski vid, zenice se ti razširijo, bronhi se ti razširijo, da lažje dihaš, koža ti rata bolj odporna. Ti si v temu fight or flight, a se boš borila, a boš zbežala. Samo zaradi te korenine, to si ti v glavu ustvarila. Na to dajte pozornost, da ti vsakodnevno si lahko v ta stanje date. In kaj se je takrat zgodil? Tudi če sva šla midva, tudi če sem te jaz recimo do zdravnika takrat pelal, da si ti imela neka vnetja, da si komaj hodila oziroma karkoli, takrat je to minil. Zaradi tega, ker je prioriteta, da se ti boriš s temu in ti imunski sistem ter prebavni sistem, ki sta zelo povezana, ti ustav. In ni problema, če to traja zdajle mogoče par ur, pa imaš pa čas, da se ti rehabilitiraš. Pri tem kroničnem stresu pa nimaš časa za rehabilitacijo. To je. In danes bova res predstavila tudi nekaj izdelkov, ki nam lahko recimo zelo dobro nudijo podporo v stresnih situacijah, tudi pri premagovanju nespečnosti. Do tega še prideva res zelo pomembno to spanje. Premalo se govori o tem, ampak mi da bova danes dala kar nekaj pozornosti tudi tej temi. Skratka, na kaj vse moramo biti pa mi pozorni, Gregor, ko recimo se pa odločimo, da bi pa posegli po prehranskih dopolnilih?
Najprej moramo vedeti, da so prehranska dopolnila. To ni prehrana. To se pravi, jih jemo, da dopolnimo naš življenjski stil, ki mora biti nekako v enem ravnovesju, da ta dopolnila delujejo. Recimo, bom en primer povedal, da ne bova prehitevala. Druga stvar je, da kljub temu, da jih dobimo normalno, da jih vsak lahko kupi v normalni trgovini ali pa v DM-u, recimo v specializiranih trgovinah. To še ne pomeni, da lahko mi pojemo neskončno količino teh dodatkov. Moramo paziti, to, kar gor piše, oziroma po posvetovanju z zdravnikom, če imamo mi kakšne priključene bolezni pa to. To se posvetujte z zdravnikom. Je kljub temu, da so dodatki, dajmo biti zavestni, dajmo pogledati, kaj jemo, da nas podpira, ne da nam naredi slabo. Tako, in kot vedno govorimo o krogu večjih dejanj, ne samo o eni stvari, tako da res v današnji oddaji bova večkrat to poudarila, da gre za en skupek enih procesov, ki nas pripeljejo do ali lajšanja stresa, boljše spečnosti, oziroma tudi do boljšega imunskega sistema. Tako, ja, povezano. Zdaj bova pravzaprav začela z izdelkom, izdelek Nutrilab Immunokompleks, kot že samo ime pove, gre za izdelek, ki podpira naš imunski sistem, vsebuje vitamine, minerale, ki podpirajo delovanje imunskega sistema. Dnevno zaužijemo po eno kapsulo, med obrokom priporočajo, sicer pa jaz bom zdaj naštela recimo te vitamine, ki so notri, C, D3, B6, cink, selen, vsi imajo pa nekako vlogo pri delovanju imunskega sistema, sem prav povedala. Ja, absolutno. C je recimo tudi zelo znan antioksidant. Antioksidanti ščitijo celice, ker zatirajo te proste radikale. To so nestabilne molekule, ampak sem obljubil, da ne našel to globoko. In to pa recimo selen je tudi antioksidant, B, D, cink pa nimajo toliko teh antioksidantskih lastnosti, ampak imajo druge izredno pomembne lastnosti. Recimo B6 je ful dober za energijo, za živčen sistem, tudi podpira imunski sistem. D3 absolutno pomemben, predvsem v teh mesecih. Ni samo kot podpora imunskemu sistemu, to je ena od funkcij, tudi podpora samemu hormonskemu sistemu, recimo in testosteronu, in rastnemu hormonu, in poleg tega je pomemben zelo za kosti. Tu moramo tudi dati poudarek na to, pa cink. Cink je za odpornost, hormonski sistem in tako dalje in tako dalje. Zelo pomembne stvari so tukaj notri. A veš, kaj mene zanima? Večkrat se sprašujem, a lahko mi recimo pa, ne vem, če se res potrudimo z neko ustrezno prehrano, dobimo vse te vitamine in minerale, ki jih naše telo potrebuje. A je to sploh možno? A te lahko vprašam nekaj? Večina ljudi, ali imajo možnost tako prehrano dobiti, pa imajo možnost pri temu življenjskemu stilu to zaužiti? Verjetno ne. Mislim, težko je, da se vse skupaj. Zdaj pa spet odvisno, kaj delamo. Če smo mi zelo fizično aktivni in ostale, recimo psihično, da smo obremenjeni, pa to porabimo več stvari. Recimo stres je velik porabnik vitamina B, ki bomo potlej videli. Tako da kombinacija čim bolj kvalitetne prehrane, kar jo imamo možnost dobiti, plus seveda kakšni dodatki, se mi zdi, so ključ do uspeha. Moramo pa vedeti, da takrat, ko zaužijemo visoko procesirano prehrano, ne da mi vitamine dobimo v telo, ta prehrana nam vitamine porablja. V presnovi? Absolutno vse te stvari. Tudi, ker določena prehrana, veliko prehrane, ki jo vidimo na policah, sploh se ne bi smela imenovati prehrana, ker nima čisto nič hranljivega not. Ampak ne bo o tem. Malo me zaneslo. Mogoče v kakšni drugi DM Life oddaji, vse te rade vidimo, tako da zakaj pa ne. Mogoče še to, kateri so najpogostejši znaki oslabljenega imunskega sistema? A nam mogoče lahko poveš kakšen znak, da bomo ga znali oziroma znali prepoznati pri sebi, ko bo prišlo do tega? To se takoj vidi, recimo,
padec imunskega sistema je recimo padec energije, energija nam pade, telo nas začne opozarjati, utrujeni smo, ne moremo se fokusirati, suho kožo včasih dobimo, kakšne akne lahko dobimo, recimo kakšne herpes, potlej imamo recimo afte. Telo nam da vedeti, da je nekaj narobe. Potlej imamo pekoče grlo, rane se nam nacelijo. To je milijon kombinacij skupaj, ki so tudi podobne, recimo se lahko navežemo tudi na stres. Stres in recimo ta padec imunskega sistema sta si tesno povezana. Kaj pa bi rečemo ti svetoval vsem tistim, ki bi si pa radi na dolgi rok izboljšali delovanje svojega imunskega sistema? So kakšni učinkoviti koraki? Ja, v bistvu so. V bistvu, da vzdržujejo 7 temeljev za kvalitetno življenje oziroma za kvalitetni življenjski stil. In to je vadba, telesna vadba. Predvsem mišična masa je zelo pomemben faktor tukaj igra, pa da mi probamo vzdrževati en ta prav procent maščobe. Mišična masa je izredno pomembna za dolgoživost, ker tudi recimo zelo veliko mitohondrijev v mišicah, to so tovarne, kjer se proizvaja energija, energija je pa izredno pomembna za vso funkcijo telesa in tudi za boj proti raznim virusom in temu. Kvalitetna prehrana, ker če nimamo mi goriva, avto ne gre. Posebej, če mi ful delamo. V športno avto ne moreš ti nekega slabega, rečemo temu benzina, mešanega, z eno, ne vem čim, noter dajati. Ker ne bo šel, ne bo toliko zmožen ali pa bo za ribo. Druga stvar, tretja stvar, zelo pomembna, spanje. Spanje. To se bo dotaknila, premalo poudarka dajemo na to, spanje je osnova. Potlej imamo notranji mir, se pravi, da skrbimo za to, da smo čim bolj v sedanjem trenutku. Druga stvar, potlej imamo tudi medsebojni odnosi, globoki medsebojni odnosi, da imamo te zadeve razčiščene, da ne držimo vse noter. Povezano z naravo, vemo, vsi smo okoli, a je to Ljubljana, a so to pisarne, a je to mi vdajemo energijo okoli. Tudi če ti prideš v pisarno, če se z nobenim ne pogovarjaš, ti veš, a so slabe volje, a so dobre volje. In ti s tem, da greš ti recimo nekam na Pokljuko ali pa nekam, da je odmaknen stran, da spet to energijo gozda dobiš in hribov recimo je super stvar, ali pa morja. Pa še recimo življenjsko poslanstvo, da približno vemo, kakšna je naša smer. No, to je bilo zdaj Kirševih 7, sicer je rekel, da bo Kirševih 5, pa jih je bilo kar 7, ampak hvala lepa za to. Ja, dobro. Bolje je še kakšen viška, pa 7 je taka lepa številka. Pravlična. Tako, ampak vemo, da življenje večkrat ni pravljica, ne? Kakor si ga ustvarimo, vse v naši glavi. Evo. Povej mi še, kaj ti praviš, vem, tebi je telesna dejavnost zelo pomembna, ampak sigurno telesna dejavnost in zdrav življenjski slog tudi krepita naš imunski sistem. To je absolutno dejstvo, ne? Ja. Absolutno, telesna dejavnost sploh, moramo biti telesno aktivni zaradi tega, da sproduciramo dosti energije, da nam energija zakroži, da nam metabolizem dela. Največ bolezni je zaradi metabolizma. Kaj pa je metabolizem? To je pa skupaj enih procesov v telesu, ki sploh morajo delovati, da mi lahko normalno funkcioniramo. Oziroma, dajmo po domač povedati, kako nam telo pretvori hrano v energijo. Zato je tudi pomemben, da imamo mi ta prebavni sistem in da nam vse to deluje. In telesna vadba veliko pripomore k temu. Poleg tega mišična masa, osnova za dobro starost. Ne pomaga ti, če si stara 90 ali pa 100 let, če ne moreš iz stola vstati. Kvalitetna starost je dobra. Pošteno rečeno. Mimo grede, prej je bilo med Kirševih 7, če se prav spomnimo, omenjeno tudi spanje in prav spanju se bova zdaj tudi posvetila, kajti Nutrilab melatonin ustno pršilo z naravno aromo limone je že tukaj pred nama, torej gre za težave s spanjem, pomaga pa tale izdelek na tak način, da si ga špricnemo pod jezik, malo pred spanjem. Ne, če ga zelo špricem, grem samo spanj. Koliko časa, da deluje? Ti ga uporabljaš, ne? Jaz sem ga zelo mečken uporabljal, in moramo pa povedati nekaj. Še enkrat, te stvari delujejo, če jim zagotovimo pogoje.
Kot so to, da si recimo da si pred spanjem zagotovimo, da smo mirni, da ne pijemo alkohola, da ne pijemo kofeina in tako dalje in tako dalje. Tako pa pri vseh ostalih zadevah. Tudi lim za papir ne bo deloval, če boš pod vodo ti lepla gor. Melatonin vsebuje ta izdelek, Tako, melatonin je v bistvu hormon, ki ga češerika proizvaja, to se pravi tudi pineal gland, skrbi pa za ta cikel spanja, ko bomo mi zaspali in ne samo za zaspati, tudi kako kvalitetno bomo mi spali. Torej tudi recimo, če imamo težave z rahlim spancem, je to eden od izdelkov, ki... Ali pa jet lag. Tu zdaj našpricala hitro. Dobro, da si rekel. Ja, mislim, recimo, za tiste, ki veliko potujete, zakaj pa ne? Vemo, da sploh te razni časovni razmiki nam lahko včasih povzročajo težave. Zdaj pa predstavljajte si, človek pride na dopust za en teden ali pa mogoče 14 dni, od tega ima 3-4 dni pokvarjene, zato ker najprej samo loviš ta pravi časovni pas. Težko, ampak še vsem bi pa poudaril to, da probajmo mi zaspati z določenimi stvarmi, ki jih pač podpirajo torej delovanje melatonina. Ja, ampak ne, da mi skozi ta melatonin zdaj jemljemo, ni to zdaj pa čisto vsak dan. Takrat, ko ne moramo zaspati, takrat ga, ko imamo kaj pomembnega, ali pa če smo nervozni, ali pa kaj takega, da nas podpre, ampak drugače pa še vsem bo pošla na, kako si pa mi pripravimo pred spanjem, da bomo čim lažje in čim bolj kvalitetno spali. Ja, povej mi, kaj so recimo te faze? Jaz bi rekla tako z prve verjetno, da je dosti temno. Meni to rečemo kar dosti pomembno. Recimo takole, da mi ne jemo pred spanjem. To je ena ful dobra stvar in jaz recimo 2-3 ure pred spanjem ne jem. Super zadeva. Druga stvar, da imamo mi spalnico pripravljeno čisto, prezračeno, dokaj mrzlo, tam od 18,3 rečemo do 20 stopinj. Potem, da imamo zatemnjen, tako kot si ti rekla, da ne gledamo na tale telefone, da nimamo tele modre svetlobe, da preden gremo spat kakšno urico, da je že vse mehko na dimar damo, mečkrat zatemnimo, mogoče kakšen list pri knjigi preberemo, kakšno meditacijo in pa gremo lahko spat. To so bili zdaj v bistvu na nek način tvoji nasveti za izboljšanje spanca? Ja, ampak ni treba, da vse mi upoštevamo. Dajmo reči, pa jaz sem rekel 3 ure prej, da ne jemo, dajmo reči 1 uro prej, da ne jemo, pa da ne gledamo toliko na te ekrane, pa da mogoče kakšno luč ugasnemo. Dajmo počasi pride do tega. Ja, tako bomo rekli, če od teh 5-6 korakov najprej upoštevamo 2-3, smo že nekaj naredili. Absolutno, vse se šteje. Mi je všeč, ker ti vedno praviš, da si ne smemo zadati cilja, ki ga lahko držimo samo nekaj dni. Vedno mora biti usmerjen v prihodnost in da traja, da spreminjamo način življenja. Pa tudi, če vam pademo. Tudi, če en cajta ne jeste določenih stvari, tudi, če en cajta mečkan zabluzite, okej je to je življenje. Nič ni 100% v življenju. Če mi delamo na 70%, da se zavedamo, je to super in okej. In tudi ti, če greš na zabavo, pa če ne greš v 10 spat, ker ta cirkadialni ritem je tudi izredno pomemben, da gremo ob redni uri spat, recimo ob 10, maksimalno ob 11, pa da pa zjutraj prej vstanemo. Tudi, če kdaj ne gremo za voljo medsebojnih odnosov, okej, super, mi moramo še vse živeti. Tako. Odlično. Zdaj se samo spogledujem še z vsemi posledicami, ki nam jih lahko recimo nespečnost prinese, ker bojda lahko človek, če ne spi več dni, celo umre. Tudi pa jaz lahko povem, ker sem bil dostikrat potisnen v take situacije v enoti, kjer sem služil in tujini. Ti, če si brez spanja pa pod stresom se ti blede, ne moreš funkcionirati, ne moreš razmišljati. Recimo jaz vem, ko sem bil tako neprespan in sem bil na enem opazovanju in sem probal en stavek napisati do konca in takle stavek ni šlo. Ali pa sem napisal vmes take besede kot nemške marke in te stvari, blede se ti. In kaj to pomeni? To pomeni, da ti telo opozarja alarm, nekje fejst narobe. In če mi ta pomanjkanje spanja, da mi to vlečemo, vod v katastrofo. Padec imunskega sistema,
povečan stres, ne moramo biti skoncentrirani, ne moramo delati, razdražljivi smo, dovzetni smo bolj in za debelost, in za probleme s hormoni, in za probleme z diabetes tipa 2 smo bolj dovzetni, za srčno-žilne bolezni, za ostale bolezni. Do detoksa ne more priti v telesu. Mi, ki spimo, se nam telo obnavlja in telo se nam toksini grejo ven. In možgani stvari se nalagajo noter, kakor preko, da telo pospravlja stvari noter in daje na svoje mesto. Kar pomeni, da ko boste naslednjič razmišljali, da bi mogoče potegnili še za kakšno urco ali dve vaše spanje, privoščite si to brez slabe vesti. Pomaga tudi pri premagovanju stresa in prav stresa se bova dotaknila z najnim naslednjim prehranskim dopolnilom. Ansiovit nov stres, kot že samo ime pove, torej gre za rastlinske izvlečke, ki pomagajo pri premagovanju stresa, recimo sivka je notri, pa brahmi žafran vsebuje tudi aminokisline, kot so L-triptofan, L-teanin in GABA. Jaz priznam, to so za mene kar malo eksotični izrazi, ampak Grega, ti jih zelo dobro poznaš, povej mi, kako nam pomagajo. Ja, v bistvu tale brahmi, tole deluje tudi, je ful dober za spomin. Super. In tudi potlej ostale te stvari, kot sivka in te zadeve, nam tudi protistresno delujejo, proti depresiji in proti tem stvarim podpirajo tudi serotonin. Recimo tale triptofan, to je tukaj, ki je L od spred, to je aminokislina. Triptofan je esencialna aminokislina, to se pravi, da ga telo ne more sam proizvajati in ga moramo dobiti s prehrano oziroma z dodatki. To je pa prekurzor serotonina, serotonin je pa hormon sreče. Tale teanin, to je v čaju noter, to nas sprosti, brez da bi ratalo za spanje. GABA nam pa tudi sprosti živčni sistem in imajo tudi v teh določenih stvarih, ki je za spanje, da se lažje sprostimo, in kombinacija teh stvari skupaj nam pomaga pri nekmu, da lahko majhno si pomagamo pri stresu. Ampak moramo vedeti, da če smo pod stresom, da če smo v takih situacijah, je treba spremeniti življenjski stil. To nam pa pomaga, da hitreje pridemo v normalno stanje. Ni to neki nadomestek, da mi lahko nadaljujemo s slabimi navadami in kompenziramo z takimi stvarmi. To moramo povedati, da ni bližnjic tukaj. Oprosti, Grega, veš, mi imamo tukaj kar nekaj vprašanj. A, da so? Ja, so, ampak zdaj eno bom izpostavila, ker tudi mislim zelo zanimivo vprašanje. Torej, malo se še navezuje na najin prejšnji izdelek, Nutrilab melatonin, sprej za proti nespečnosti. Torej, kaj pa tisti, ki imajo recimo nočno delo, in sta spanec, torej svetli del in temni del dela zmešana, ki dejansko na nek način nimajo opcije spati zvečer, ampak morajo potem spati v svetlem delu dneva. To je pa zelo, zelo drugače realno slabo za telo. To je zelo slabo za telo in probajte čim manj tega delati. Čim prej se, vem, da ne gre včasih, ampak čim prej se zelo so teh stvari, ker te nočne izmene, to ljudje ne vejo, koliko je to škodljiv za telo. In ta cirkadialni ritem, tudi približni ritem, to je tako pomemben za življenjski stil in za kvalitetno življenje, da gremo približno v bistvu uri spat in približno vstanemo. Lej, deva pogledati, ena dobra stvar, kako imaš ti cirkadialni ritem porušen, je že tale jet lag. Pa je enkratno, A veš, pa je enkratno. In to je zelo težko. In taki ljudje, ki imajo take službe, morajo še bolj paziti na količino spanca, na kvaliteto stvari, ki jih jejo, na kontrolo stresa in na vadbo. Ampak tukaj je pa tudi spet težko, kar se tiče te vadbe. Tako, pa tudi verjetno v vsakem primeru na splošno dodajanje melatonina takim ljudem je priporočljivo, Ja, v bistvu takrat, da lažje zaspijo, ampak ne pretiravati. Jaz sem pogledal majhne tele doze in tole, tako ni problema. En špica, ni. Tako. Hvala, Gregor. Če se zdaj še malo vrneva nazaj na stres in ansiovit nov stres, mogoče daj povej, kako bojo ljudje sploh
prepoznali prve znake stresa, ker mi tako hitro živimo, da včasih sploh ne vemo, da smo pod stresom, pa smo pod stresom. Kot smo rekli, padec imunskega sistema ima stres, to je tesno povezano. Stres ti tudi na koži se te pozna. Pozna se ti na razdražljivosti, pozna se ti na nespečnosti, pozna se ti, da preveč ješ, premalo ješ, rediš se ali pa hujšaš, ali pa imaš prebavne težave, ali imaš zaprtje, ali imaš diarejo, ali imaš tudi imunski sistem ti pade, vse te stvari, nespečnost, vse te stvari. In zato moramo res telo poslušati. Prva stvar je, da spremenimo življenjski stil in probamo telo podpreti z našimi navadami in s tem, kaj damo v usta in kaj mi naredimo. Poleg tega imamo zraven tudi določene dodatke, ki nam pa pomagajo, da telo pride v harmonijo. Ja, ker če pa recimo stresa pravi čas ne prepoznamo, potem lahko pride pa tista najhujša oblika, ki se je reče pa že kar izgorelost. To so pa izgorelost, tega je pa tudi ogromno, zaradi tega, ker enostavno se ne poslušamo. Se ne poslušamo in recimo nadaljujemo s temi stvarmi, ki nam telo opozarja. Res je, da je hitrejši življenjski stil, res je, da je več stresorjev. Recimo včasih te noben ni klical domov iz službe, ne popoldne, ne enkor na te stacionarne telefone. Zdaj je stres v službi, vedno več pritiskov je. Skozi dosegljiv, ne? Vedno več pritiskov je, vedno več zahteva družba od nas. Ampak, a je res potrebno, da se mi na vse odzovemo? Včasih imamo občutek, da se moramo, ampak vemo, da nič ni treba, razen ene stvari. Nič ni treba. Dveh. Zdaj, če se mogoče še malo lotva te izgorelosti, sva pri prehranskem dopolnilu Ars Pharme Enduranca, lahko smo ponosni, kajti gre za dejansko, pa za nekaj slovenskega, torej gre za prehransko dopolnilo, ki posnema učinke narave, glavna sestavina pa abigenol, ki je prva patentirana slovenska naravna učinkovina, najdemo jo v kočevskih gozdovih, prihaja namreč z bele jelke in zagotavlja delovanje v nekje 7 dneh. Torej po 7 dneh ne bi že čutili neke spremembe na bolje. Predvsem pa kot ti, rad vedno poudarjaš, tudi tukaj gre za dolgoročne učinke in dolgoročne posledice. Jaz v zadnjem času res veliko poslušam o tej izgorelosti, o stresu, in ta izdelek naj bi bojda zelo dobro pomagal. Dej povej, kako pa recimo izgorelost prepoznamo, to je pa že ono stanje, ko se pa telo upre. To je pa že čist telo, nisem specialist za izgorelost, ampak poznam pa veliko ljudi, ki so izgoreli. To je pa telo že v tistih stadijih, ki že res kliče na pomoč. In takrat si enkrat že toliko izčrpan, telo si bo vzel počitek. Če preveč treniraš, boš dobila poškodbo. Če preveč si pod stresom, te bo položil v poslo. Zaradi tega, recimo že tudi pri izgorelosti, eni tudi s postelje ne morejo ostati, ne morejo ne razmišljati, telo izklopi. Avtopilot, dovolj manj. Zaradi tega, da procesi vkaz tečejo, ker to je zaščita pred tem, da bi konec koncev ti umrl. Telo ima določene stvari, ki se ji po kaskadah sprožajo, da zaščiti telo. Ampak to, toliko cajta se stvari nalagajo in zdaj ne moramo imeti mi zdaj, zdaj bom pa jaz, 14 dni ležal ali pa mesec, zdaj sem pa dober. Ne, telo ima spomin, v telesu se stvari nalagajo not. Telesu moramo dati prostor in čas, da pride nazaj, poleg tega ga moramo naprej podpirati z boljšo življenjsko stilom. Jaz bom še tole dodala, vsak dan lahko recimo vzamemo enduranco, nekako priporočajo, da pojedi z 2 decilitra vode, zdaj, ko smo že ravno omenila vodo, deva še kakšno hidracijo reči, tudi hidracija je pomembna, Ima pa tudi vitamin C, železo pa vse te stvari, recimo železo je ful dobro, recimo ena molekula železa nosi nekje 4 molekule kisika, kisik je pa zelo pomemben tudi za energijo po telesu. Tako da včasih smo zmatrani tudi, če imamo premalo železa. Poleg tega je vitamin C, D vitamin. Jaz bi samo tukaj še rekel, da če jeste več dodatkov, ki so sestavljeni z določenih stvari skupaj, dajte malo pogledati, kakšne so doze določenih vitaminov. Ni problem vitamin B, vitamin C, recimo. Ja, še nekaj, da povem, po
tujih smernicah, ko je tudi 4 grame, to je 4000 mg vitamina C, ni noben problem. To gre iz telesa ven. Določenim nosečnicam so da 34 gramov pa te stvari. Ja, to kdaj je to. Ampak pri določenih zadevah, kakšni A vitamini, pa to je pa treba paziti. Dajmo paziti tukaj. Vodo, hidracija, povej, kako je s tem. Mislim, veliko poslušamo o tem, treba je pit. Res, hidracija je pomembna, ampak moramo pa vedeti, da se pa prenacejati z vodo pa spet ni dobro. Voda je super stvar, ker nam telo očisti. To je ena super stvar, ki nam odplakne stvari ven, ki nam razreči določene zadeve. Ampak, če smo mi fizično aktivni, pa če pijemo samo vodo, nas samo izpira. Zato je pa včasih dobro tudi izotonične napitke piti. To je v DM-u. Ogromna izbira, res je. Ogromna izbira. Izotonični napitki, noter so pa elektroliti. Elektroliti pa zadržujejo tekočino v ožilnem sistemu. In to, kolikor imaš tekočine ti v ožilnem sistemu, to si hidrira. Ne to, kolikor imaš v telesu. Ker določenem zastaja voda v telesu, ki so dehidrirane. In recimo, kako vidiš, da je dehidrirana? Kako? Recimo pomlad, primer, če regrat nabiraš. In ti regrat nabiraš in potlej vstaneš in se ti zavrti. To je sprememba tlaka. Ti greš gor, glavo dvigneš to gor, nimaš dosti v glav teh krvi in tega deva reči tako in se ti začne malo vrtiti. To je dehidracija. In včasih se z vodo ne moreš to. Veš, kaj je zjutraj naredim doskrat? V vodo, še nasvet za gledalke in gledalce. Zjutraj jaz v vodo dam v litrsko flašo mečkan tele keltske soli noter. Keltska sol ima pa ful teh mineralov pa tega in je veliko boljš za hidracijo. In tudi vodo je veliko lažje piti, taka bolj mehka je. Saj ni, da je tako slana ali nekaj, ampak mi prav paše, lažje je za odžejati. Še ena Kirševa, bova rekla. Tako. Malo pa še zadnje prehransko dopolnilo zdaj pred sabo, tudi zelo pomembno. So že na konc? Ja, ne, hiter mine. Ja, lej, prehiter. Prehiter. Ja, se bomo naslednjič zmenili, da bo oddaja vsaj 1 uro. Že zdaj apelirava na vse. Prej si že večkrat omenil tekom najinega pogovora pomembnost vitamina B. Zdaj pred sabo imava Mivoli prehransko dopolnilo z vitamini B v obliki kapsul, torej kar 8 vitaminov skupine B zajemajo tale dopolnila. Funkcija podaljšanega sproščanja je, kar omogoča, da so seveda vitamini v telesu na voljo tudi dlje časa. To je dobra stvar. Seveda, vitamin B, normalno, telo ga ne more sam proizvajati, zato ga moramo dobiti s prehrano. Pa tudi tako je, ne more se v telesu hraniti. To gre ven, predvsem z urinam in s tem se izloča, zato ga moramo dnevno zaužiti. Recimo D, E, K, A vitamini, drugače je, vrstni red je drugačen bil, ampak veš, jaz se zmeraj tako zapomnim DK, za pokrit. D, E, K, bravo, dobro. Tam, ko sem v Ameriki te zadeve študiral, so nam skozi po akronimah, ki je bilo treba, in potem sem jaz tudi to preredil, da je DK, veš, dajmo se pokriti. Tako, bravo, pametno. Te vitamini so pa maščobo topni, te se pa zadržujejo v telesu. Ta se pa ne zadržuje v telesu, toliko, da ga je treba skozi dodajati. Je pa ful pomemben za tvorbo energije, za podporo imunskemu sistemu in pa tudi za živčen sistem. Se pravi, za živčevje. Zelo pomemben. Tudi zdaj po koroni pa po teh zadevah, a veš, ko so imeli probleme z živčevjem, sem imel dosti strank, ki to jedlo in je zelo pomagalo. Povej mi še, kaj pa so recimo najpogostejši razlogi, da nam primanjkuje tega vitamina B? A veš, da prejšnji teden sem imel mečkan tukaj kot v ustnic, suho, samo, a veš, koliko imaš malo suho? Ja, malo razpuhana koža. To je ena od teh zadev. Da veš. Potlej imamo recimo neka suha koža, suho lasišče, padec energije, a veš, to so najbolj taki znaki, da ni dosti B vitamina. Ja, da ni dosti B vitamina. Ja. Mislim, super se mi zdi, da predvsem v tem dopolnilu Mivolis dobite 8 vitaminov skupine B, kar pomeni, da res pokrije B-kompleks. B-kompleks, tako širši spektr pokrije, kar je vedno dobro. Še enkrat pa apelirava, mi smo danes sicer zelo lepo vse te predstavljene izdelke tudi definirala, povedala, kateri vitamini so kje, ampak dobro je, da se res ljudje, ko se odločajo za te zadeve, tudi malo poinformirajo, kje
kaj preberejo. Čisto vsi izdelki so opremljeni, tako lepo, po slovensko vam vse piše, tako da ne bo čisto nobenega dvoma, če si boste vzeli minutko časa in tole prebrali. Seveda ni nujno v fizični trgovini, lahko to naredite tudi v aplikaciji Moj DM, kjer so izdelki tudi pofotografirani in opisani. Sicer pa ja, naša moderatorka, ki sem imela danes res polne roke dela, midva sta se pa toliko zaklepetala, da pač nisa prišla do nadaljnjih vprašanj. Ja, glej, zdaj boš šel lahko po najinem pogovoru, greš lahko še na aplikacijo, ker posnetek ostane, pa še tam, kjer dopišeš, bojo zagotove naše DM-ovke zelo vesele. Tako da, drage moje, dragi moji, meni pa preostane v bistvu samo še vabilo, v naslednjo oddajo, čez 14 dni se spet snidemo in govorili bomo o tudi eni zelo lepi temi, pa tudi pomembni, verjetno se boš kjer z mano strinjal, o negi mamic po porodu bomo govorili. Boš z nami? Ja, to bi tudi lahko, ja. Bi lahko bil? To sem že delal. Porode pa te stvari. Ja, evo, vidite. Sicer en cajt nazaj, ja, leta 2006. V glavnem, človek številnih talentov, zagotovo pa bo tudi naslednja oddaja zanimiva, tako da vabljen v našo družbo, če že ne mogoče kot gost, pa se nam pridruži v aplikaciji Moj DM. Hvala. Hvala tudi vam, ne pozabite ugodnosti 50-kratne točke, danes pa do nedelje o predhodni aktivaciji kuponov in pa vse dobro do naslednjič, draga družba.